Mi dva smo Timi in Miha. Zdravo. In gremo poročati oziroma si pogledati situacijo v Poreč, v Virc, kjer trenutno poteka 5. izmena. Štartala smo zgodaj zjutraj ob 5. Zdaj se počasi prebijamo čez slovenske avtoceste. Bo, ne? Slovenske avtoceste. Ampak bo pa fajn v Poreč. Danes smo se ostala s kolegom tu na lomu. Tu ponavadi otroci stojijo, ko grejo v Poreč. Tu je ena in edina postojanka, tu jejo sendviče, tu se pripravljajo potem na pot naprej. Evo, mi dva smo malo prej prispela v Poreč, da smo v Vircu in gremo že na prvo dopoldansko plažo. Za mano že hodijo otroci. Johnny že čaka, krompirček se peče. Sladoled že pripravljen. Sladoled. Tako se začne moj dan v Vircu. Vsako jutro nas ob 8 zbudijo vzgojitelji. Počasi se predramimo in umijemo zobke. Potem gremo na zajtrk, kjer nas čakajo kosmiči, kruh, namaz, klobase in tako naprej. Po zajtrku se odpravimo na plažo, kjer plavamo, skačemo v vodo in hodimo na sladoled. Ob 12:30 gremo na kosilo, potem na delavnice, pa še enkrat na plažo, da izkoristimo še zadnje sončne žarke. Zvečer pa na večerjo in na večerno prireditev. Imeli smo že kviz, lov na zaklad, športne igre in vzgojitelji se vedno potrudijo, da nam je zanimivo. Potem pa še hitro po tuš in spat. Evo, zdaj se pa nahajamo tu pred Icebergom. Tu otroci hodijo na pihljiva igrala. Grejo enkrat pa dvakrat na izmeno, to imenujeno, z njimi so športni vzgojitelji, pa njihovi vzgojitelji skupin. Pa Bademeister. Tu vsem otroci hodijo na tobogane. Par evrov je stopnina, spodaj so tudi športni vzgojitelji, pa klasični vzgojitelji, da pazijo na varnost, da se otroci normalno spuščajo. To je zelo blizu Icebergov, tu na tej strani. Hojla! Evo, mi dva z Mihajem smo šla na Virčevsko plažo. Tu zdaj ravno se parkirajo za mano otroci. Zdaj počasi grejo na kosilo, ura je okoli 12. Imajo pa kosilo ob 12:30 pa ob 1:00 v 2 različnih rundah. Zadnji za malo je pomol, so prej malo skakali. Evo, zdravo, tu sem z Lariso, z vzgojiteljico, ki opravlja to vlogo že 2 leti. Na kaj se zdaj pripravljamo? Zdaj se pripravljamo na popoldanske delavnice. Aha. Danes imamo audicije za talente, ki bodo jutri zvečer. Tako da se otroci lahko pokažejo, kaj znajo. Se lahko vsi prijavijo to? Seveda, tudi mi vzgojitelji se bomo prijavili s točkami. Hvala. Tu bo Eliza spet. Spet jaz. Tu je glasna deska za delavnice, kaj se bo kaj danes dogajalo med 2. in 3. uro. Vsako leto gre sem več kot 1500 otrok, razporejenih med 6 različnih izmen. Vsaka izmena traja 10 oziroma 11 dni, en dan za prevoz. Kompleks je kar veliki, tu lahko vidite za mano veliki šotor, mali šotor, ful dosti je nekih uporabnih površin, šarkaško igrišče. Zdaj je sicer tukaj malo bolj prazno, ker je taka ura. Trava je kar požgana, to je isto kot v Mariboru. So tudi nogometna igrišča, pa veliki šotor. Tu še je bazen za učenje plavanja. Zdaj se pa počasi odpravljam na delavnico, kjer boste lahko izdelek tudi videli na šorcih. Bojo otroci malo povedali, podelili svoje izkušnje. Kaj vklopljen? Zdravo, moje ime je Lili in z mano je moja prijateljica Ema, Nuša. Tino. Kevin. Kaja. Urška. Kdo si ti? Žiga. Ali ti je Virc všeč? Ja, zelo. Kolikokrat si že bila? Saj sem prvič. 2-krat. Zdaj sem drugič. Zdaj je 3. Sem približno 3 leta. 6-krat. Neki 6 ali pa 7-krat. 7-krat. Kaj ti je najbolj všeč?
Kopanje na plaži pa hrana. Telovnice, morje, učitelji. Vse. Najbolj mi je všeč, ko smo šli na Tube. Večerne prireditve. Pa more je tako lepo, ne? Hrana in Johnny. Ko smo šli na ladjo. Kaj je bil tvoj najljubši trenutek? Ko smo bili na odru, pa smo imeli dating show. Ko smo prvič šli na plažo in sem lahko vse videla še enkrat. Ko je bil disko. Ne vem, vse. Ko smo šli na izredčladico. Ko sem dobil pismo iz Radio Srčka. Si tukaj spoznal nove prijatelje? Ja. Ja, veliko. Špelo, Manco, Ja, kar veliko, ja. Ja, sem spoznal, ja. Sem. Beti, Doro. Ja, veliko. Naprimer, tam je Angelino. Bi prišel še naslednje leto. Zakaj? Zato, ker je fajn, pa bom prišel še enkrat. Ker mi je tu zelo fajn, pa bom definitivno pogrešala. Zaradi naše učiteljice. Ker je lepo, fajn se imamo. Ker lahko skačemo v vodo, lahko gremo na Tube, pa še dosti stvari. Ker mi je fajn tu. Ker je tako fajn. Zato, ker mi je najbolj všeč tu, kot da sem doma, pa je vse vroče. In to je to za današnji video. Adijo! Evo, tu pa kolega Dajčman že piše reportažo. Evo, to je ta slavna pot, kjer hodijo otroci vsak dan na plažo, 2-krat na dan. Kak je vibe zaenkrat? V bistvu je super, izmena lepo laufa. Tudi delavnice so bile zelo kreativne, otroci so vse posod sodelovali. Potem so imeli svoj počitek z pol ure za telefon, so malo poklicali domov. Ja, zdaj, ko pa se sonce počasi spet spušča, pa gremo spet na plažo. Danes smo tu z vzgojiteljem Adrianom, Lariso, Ivo, Karino, Lucija. Rebeka. Zakaj ste postali vzgojitelj? za smeh na otroških obrazih in pa da vrnem otrokom to, kar otroci meni delajo, torej pozitivno energijo. Prijateljica mi je predstavila to letovanje in sem si mislila, zakaj pa ne bi preživela 10 dni na morju z otroci in pa vzgojitelji. Vzgojiteljica sem postala, ker mi je ful fajn delati z otroke, pa ker študiram psihologijo in mi bo to ful fajn praksa za naprej. Ker se mi je vedno zdelo, da lahko poletne počitnice, ko imam veliko prostega časa, namenim nekim dobrodelnim dejavnostim, kot je zagotavljanje lepših počitnic otrokom. Namesto da ta počitniški dopust, ki nam šolnikom pripada, preživljamo doma v brezčasju, sem se odločila, da malo še osmislim. Vzgojiteljica sem postala, ker me že od nekdaj veseli delo z otroki. Kako dolgo že letuješ? Že tretjič. Zdaj bo že 8. dan. Ne, prvič sem, ne. Letos je to moje prvo letovanje. Letujem zdaj drugo leto. Ja, tukaj sem letos prvič. V 5. sem letos tretjič. Zakaj pa se vračaš v izmene? Zaradi tega, ker so ti otroci tako prisrčni in je to eden najlepših tednov poletnih počitnic. Vračam pa se zaradi te energije, ki je tu v Vircu. Dober tim, dobra energija, super vodstvo, na morju smo, otroci so fajn. Kaj pa je mogoče najtežji del vašega dela tukaj? Jaz mislim, da je najtežji del vzgojna problematika, ko ne veš, kaj tiči zadaj, kako se lotevati in kako pristopiti vsakemu otroku posebej. Je varnost. Absolutno varnost je na prvem mestu, to je 213 otrok. Sej delujemo skupaj kot ekipa, delamo na tem, da se res ne bo nikomu nič zgodilo. Najtežji del mi je uspavati otroke. Ker se večinoma soočam z bolj nekimi negativnimi izkušnjami, ko so kakšni prepiri, ko so kakšne nesoglasja, tako da je malo bolj negativno obarvano, ampak vseeno lepo. Najtežji del je biti točen, dobiti dovolj spanja. Kaj ti je pa pri tem delu še najbolj všeč? To, da dobiš take dobre odzive, pa nove ljudi spoznaš, nove prijatelje. Od delavnic, kopanja, druženja, prireditev, dobre hrane, dobrega počutja med vzgojiteljicami, tako da mozaik je popoln. To, da ne zaznavam zunanjega sveta in da se mi zdi, da živim znotraj enega majhnega sveta, kjer vsi živimo za isti cilj, to je, da smo na morju, da skupaj uživamo in da skupaj rastemo. Najlepši del so pa vsi nasmehi otrok. Da se družim z otroki in da jim lahko pomagam,
dan, ko si mogoče sami ne znajo. Najbolj všeč mi je, kaj ostane po vircu, te vezi med vzgojitelji in pa med otroci, ko se včasih srečamo v mestu, da se pozdravimo in da se še spomnimo na spomine skupne. Evo, danes je drugi dan, kaj smo tukaj. Včeraj je v bistvu potekalo vse skupaj tako, da po večerji, ki je bila v Fižolova Mineštrah, smo se odpravili na večerno prireditev, ki je bil kviz. Simpatična prireditev z vmesnimi vložki plesa. Na koncu so bili razglašeni zmagovalci in tako se je potem tudi vse počasi končalo. Otroci so šli spat, Virc je pogasnil oči in danes spet jovo na novo jutranji sestanek z vzgojitelji ob 7:15 in ura se zdaj počasi bliža 8, zdaj imajo otroci svojo budnico in se potem počasi odpravljajo na zajtrk. Spet jaz. Spet ti. Evo, glikar smo zaključili najino ekskurzijo v Poreču, v Vircu. Zdaj smo že na poti nazaj v Maribor. Izkušnja je bila posebna, zanimiva. Govorila smo z ogromno različnimi ljudmi, sploh Miha, ki že piše pridno svojo reportažo. Za mene je to pač neka taka nostalgična stvar, ker sem pač tudi sam prostovoljec in sem že dal 8 izmen skozi in mi je pač vedno lepo iti. Pa me zanima, kako pa je bilo tebi kot izkušnja? Meni je bilo, videl sem to kaj drugače, Virc, ker sem sem prihajal kot otrok in sem navdušen nad delom, ki ga upravljajo prostovoljci. Hkrati pa sem lahko podoživel lepe trenutke iz otroštva in videl, kako otroci uživajo na letovanju. Tako da, v bistvu sem v teh nekaj urah, v dobrem dnevu lahko videl, da je ta ZPM-ov program res super za otroke, pa tudi za mlade prostovoljce in malo starejše prostovoljce, ki tako zelo dobro porabijo svoj prosti čas in ga namenijo za dobro otrok. Tako da mi dva lepo nadaljujemo najino pot naprej. Hvala za vaše spremljanje. Kliknite na večer.com, kupite večer in preberite tudi v pisani besedi zadeve, pa seveda v krajšem formatu še na socialnih omrežjih vsebine iz Virca.